Se pravi, letos smo zopet pogledali, kakšno je stanje dostopnosti v bankah in spletnih trgovinah, zato da dobimo majhen občutek o tem, kaj nas čaka v letošnjem letu. Kot veste, Zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide stopi v veljavo čez 51 dni, 28. junija. Do takrat bi morale vse banke, vse spletne trgovine, založniki e-knjig in podobno zagotoviti dostopnost svojih spletnih storitev svojim fizičnim uporabnikom. Se pravi, zakon ne velja za business to business, govorimo o potrošniških storitvah, ampak to zajema kar velik krog deležnikov in kar velik krog storitev. Pri bankah moramo vedeti, da zakon ni omejen samo na tiste, ki se ukvarjajo z bančništvom, pokriva tudi naložbe, se pravi, če gledamo, če nekdo omogoča naložbe v vrednostne papirje, v varčevanje, o tem izdaja informacije, omogoča glede tega aplikacije, ali ima morda nekdo plačilne kartice. Vse to spada pod sektor bančništva po tem zakonu in tudi pri spletnih trgovinah, če recimo neka zavarovalnica ali katerokoli podjetje prodaja nek produkt preko svojega spletišča, preko svojih elektronskih kanalov, ampak tega ne jemljejo kot neko spletno trgovino, tako kot so znane spletne trgovine, kot jih poznamo, to še vedno šteje za e-commerce in so še vedno zavezniki. Se pravi, zavezancev na tem področju je zelo veliko, izvzeti so tisti, ki so mikropodjetja, se pravi, ki imajo manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona evrov prometa, ampak zelo veliko zavezancev pa tukaj že imamo. Odločili smo se, da to pogledamo, ker smo hitre preglede izvajali že lansko leto in nas malo zanimala primerjava, čeprav nismo čisto enakih testov naredili. In nas je predvsem zanimalo, kakšno je danes stanje, kakšno je danes izboljšanje. Dejstvo je tudi, da z nekaterimi zavezanci sodelujemo, večinoma z bankami in pa eno večjo spletno trgovino, in so nas zanimali tudi te učinki v primerjavi z drugimi rešitvami, ali se morda tako sodelovanje kaj pozna. Pomembno je, da pridobljene informacije iz sodelovanj in pa analiz so lahko uporabne za prilagajanje vseh rešitev, vsem deležnikom, in zato bomo te ugotovitve o najpogostejših napakah, ki so širše od te analize, danes tudi predstavili. Pristop k testiranju izvedli smo relativno poenostavljeno testiranje, ampak na način, da nam da zelo dobre indikatorje dostopnosti. Osredotočili smo se samo na osnovno, se pravi na vstopno stran, nismo gledali vseh podrobnosti podstrani, tako kot na nekaterih lanskih testih, ampak že tukaj se dovolj dobro zazna, kakšno je neko trenutno stanje dostopnosti nekega spletišča. Uporabili smo avtomatske teste in pa nekaj hitrih ročnih kontrol, ki nam dajo ključne informacije, ki jih žal avtomatski testi spregledajo, ampak so zelo pomembne, recimo za uporabnike bralnikov zaslona ali za gibalno ovirane osebe. Kaj smo torej preverjali? Pogledali smo, kakšno je število napak na osnovni strani, ali je viden fokus, ali je stran upravljiva s tipkovnico, kakšni so kontrasti in pa sporočila stanj in pa sprememb bralnikom zaslona. Na straneh, kjer fokus nikjer ni bil niti malo viden, smo označili, da je stran tudi nedostopna s tipkovnico, čeprav bi tehnično to morda bila, zaradi tega, ker če se ne vidi fokus, potem strani s tipkovnico nihče ne more niti malo uporabljati. In žal je takih strani na področju spletnih trgovin zelo veliko, lahko rečemo kar večina. In če pogledamo, katera so tista najpogostejša neskladja
ki smo jih zaznali, in mislimo, da bo ta prezentacija iz tega stališča prišla prav marsikomu, da ta neskladja odpravi. Zato smo tudi zapisali, pejmo morda čez ta neskladja. Prvo neskladje, ki ga nismo namerno preverjali pa zapisali, ampak ga ne moremo spregledati, ko hodimo čez spletišča, je primikajoča se vsebina. To je padec VCAG 222, premor, ustavitev, skrivanje. Prepoznamo ga pa potem, ko imamo na strani neke vrtiljake, neke vsebine. Pri nekaterih spletnih trgovinah so to celo seznami produktov, ki se nenehno horizontalno premikajo in je posledično uporaba s tipkovnico, kaj šele bralnikom zaslona, popolnoma onemogočena, in so take spletne trgovine, mi temu rečemo, popolnoma nedostopne. To so recimo vsebine, se jih lahko hitro prepoznate, če pokažemo primer kakšnega spletišča. Vsi poznate elemente karusel, ki so na strani in ki se avtomatsko premikajo. Zdaj se verjetno nehajo premikati, ko želimo pokazati. In tovrstni element seveda ni dostopen iz več stališč. Veliko teh elementov se premika tudi, ko nekdo na element pridobi fokus. Veliko teh elementov morda sporoča informacije bralnikom zaslona in so zaradi tega moteči. Ta primer te spletne strani mi je pa zanimiv, zato ker tak zelo fizično izpostavljen element za vse nas videče. Če pogledamo podrobnosti tega elementa, so ti elementi popolnoma nevidni uporabnikom bralnika zaslona. Se pravi, uporabnik bralnika zaslona, ko pride na tak element, sploh ne prepozna, kaj predstavljajo. Vsak tak element je slikica, ki pač nima ustreznega opisa in je za uporabnike nedostopna. To je neko vzporedno neskladje, ki jih pogosto srečujemo na vrtiljakih. Vrtiljaki so pogosto ali slikice ali pa sestavljeni iz več elementov in zelo pogosto podajo samo čisto parcialno informacijo. Rešitev za tovrstne elemente je seveda, da tako vsebino ali odstranimo oziroma rešimo drugače. Za vrtiljake UX strokovnjaki, UX user experience, se pravi strokovnjaki, ki preučujejo in načrtujejo uporabniško izkušnjo, pogosto rečejo, da so zelo podobni kot druga stran na Googlu. Tisto na prvi strani še nekako vidiš in tudi prva stvar na karuselu, na vrtiljaku nekako vidiš, tisto, kar je na drugih straneh ne. Razen, če se tako hitro vrti, kot se je vrtel primer, kot sem kazal, kar je pa potem moteče za vse. In če takega elementa ne odstranimo, pa moramo dodati možnost premora ali pa ustavitve tega elementa, kar mora biti seveda izvedeno z nekim dodanim interaktivnim elementom, nekim gumbom pause continue, se pravi ustavi, nadaljuj. In tam, kjer že najdemo tovrstne rešitve, so tovrstne rešitve žal nekje proti dnu elementa in so težko vidne. Preden pridemo do njih, moramo po možnosti še čez neke druge kontrole, zato mi vedno predlagamo, da take možnosti naj se dodajo na vrh elementa, ne pa, da se uporabnik matra, da pride do kontrol. Našli smo tudi eno precej zanimivo rešitev, žal tudi precej nedostopno, na enem od spletišč, ki smo jih gledali. Tukaj so pomislili na to možnost, ampak kot vidite, se ta možnost pokaže kot druga povezava znotraj skritih povezav in nekdo, ki uporablja miško, sploh ne bo vedel, da ta možnost obstaja in vrtiljaka sam po sebi ne bo mogel ustaviti, kar je seveda zopet nedostopno. Videli smo do zdaj samo eno dovolj dobro implementirano rešitev pri eni izmed bank. Veliko bank se tega popolnoma izognilo, ampak te rešitve počasi prihajajo. Druga težava, ki je zelo velika, je vidnost fokusa. Na večini spletnih trgovin fokus sploh ni viden, se pravi ni viden ali nikjer.
ali pa ni viden na ključnih elementih. To pripisujemo temu, da verjetno oblikovalci s čisto dizajnerskega stališča si mislijo, da te fokusi niso nekaj vizualno privlačnega in jih povsem odpravijo. S tem naredijo spletišču precej škode. In tudi, če gledamo iz dizajnerskega stališča, fokusa ne bo videl nihče, ki se ne bo trudil uporabljati strani s tipkovnico. Torej, tisti, ki ne potrebuje prilagoditev za tipkovnico, fokusa ne bo videl. In tukaj mi ne vidimo nobene logike v tem, da se fokus skriva iz nekega oblikovalskega razloga. In če mi ne vidimo, kje se fokus trenutno nahaja, to dobesedno uporabniku popolnoma onemogoča uporabo spletišča s tipkovnico. Nekateri fokusi so tako dobro skriti, da tudi če injiciramo v spletišče nek svoj CSS za vidnost fokusa, fokus morda še vedno ni viden. Mi potem pri testiranju na takih spletiščih uporabljamo bralnik zaslona, ki ta fokus, ta žarišče poudarja na drugačen način, in da lahko sploh testiramo, ampak povprečen uporabnik do take rešitve ne bo prišel. Rešitev je zelo enostavna, oblikovati je potreba dobro viden fokus. Marsikdaj fokus, tudi če je prisoten, je relativno skrit. O tem bomo govorili malo v nadaljevanju. Fokus morajo pridobiti vsi interaktivni elementi, se pravi vsi elementi, ki jih upravljamo. Če kdo ni prepričan, kako naj izgleda fokus, da bo dovolj dostopen, predlagamo kar upoštevanje VCA G2413, ki je sicer nivoja trojni A, ampak zagotavlja zelo dobro viden fokus in res dobro dostopno rešitev iz tega pogleda. Minimalna zahteva je pa seveda 1.4.1, uporaba barve, ki opredeljuje, da takrat, ko se samo z barvo, z nekim menjavo barve prikazuje sprememba stanja elementa in fokus je zelo pomembnih stanj element, da takrat mora biti kontrast med barvo, ki jo zamenja, in pa barvo prejšnjo in pa novo barvo vsaj 3:1 in tukaj pogosto pride do padcev. Zdaj, pri tem, tudi tam, kjer je fokus pretežno ali pa delno viden, vidimo nekaj neskladja v podrobnostih, oziroma to, kar je tudi Bogdan poudaril, morda bi lahko celo ocenili, da je zadeva skladna, ampak še vedno lahko rečemo, da je nedostopna. Ker ko imamo zelo tanke linije fokusa ali pa ko imamo spremembo barve, ki je zelo podobna, še vedno zelo podobna neki barvi, recimo modra in črna, temno modra in črna, čeprav se kontrast pravilno izračuna, takrat smo na zelo mejnih primerih, ali je to dostopno ali ni dostopno, kdo bi lahko ocenil, da je dostopno, ampak mi pravimo, ok, skladno morda je, ni pa dostopno. Zelo pogosto opažamo, da tudi tisti, ki so poskrbeli, da je fokus dobro viden na povezavah, na gumbih, na večini elementov, spregledajo, da mora biti fokus dostopen tudi v vnosnih poljih, naj si bo to text box, combo box, spustni seznami, radijski gumbi in podobno. Res moramo stestirati vse elemente, ne smemo se truditi minimizirati fokusa oziroma skrivati fokusa, saj s tem pridemo do nekih slabih kontrastov, in te tenke linije, pikice v obrobi so res slabovidne. Fokus vidijo načeloma samo tisti, ki morajo uporabljati tipkovnico, zato mi vedno rečemo, ne ga skrivati. Pokažite ga, da je vaša stran dostopna, tisti, ki ga ne uporabljajo, ni treba, da ga vidijo. In takoj, ko ne razmislimo dobro o fokusu, ko nimamo nekega območja, ki bi dosti dobro vidno fokus dal, pridemo do tega, da je vidno kmalu zelo nevidno oziroma zelo slabo vidno. S fokusom je seveda povezana upravljivost s tipkovnico. Fokus je prav zaradi tistih, ki uporabljajo spletišče s tipkovnico. Tukaj velja pravilo, da morajo biti vsi interaktivni elementi polno upravljivi s tipkovnico.
Najpogosteje so nedostopni meniji, veliko spletnih trgovin, tudi še kakšna banka, čeprav zdaj mislim, da niti ne več, ampak na začetku je bilo, so imele menije narejene tako, da so se odprli z miško samo na hover, kar je seveda nedostopno. Pogosto so še gumbi, ki niso dostopni s tipkovnico, to so seveda samo gumbi, ki izgledajo kot gumbi, pa realno niso implementirani kot gumbi, ker gumb je po defaultu semantično zagotavlja dostopnost. Ampak to pogosto najdemo recimo pri raznih preklopnikih, pri menijih v glavi, pri hamburger menijih še vedno zelo pogosto. Včasih pa najdemo celo kakšen element, ki nas preseneti, ki bi rekli, da to pa bi moralo biti dostopno, pa ni. Smo že prišli do tega, da element izgleda kot povezava, pa je v resnici navaden paragraf, ki je bil oblikovan kot povezava in imel neko akcijo on hover gor, kar je seveda popolnoma nedostopno. Rešitev je to, da seveda vzporedno s testiranjem fokusa testiramo tudi delovanje s tipkovnico. Če nek element, ki bi moral pridobiti fokus, tega ne dobi, je to avtomatsko napaka, ni pa to edina napaka, ki onemogoča upravljanje s tipkovnico. In mi vedno rečemo, dajte uporabljati semantične elemente, kajti če se uporabljajo semantični elementi ali če se nesemantičnim elementom doda vsa pravilna semantika, potem bi načeloma element fokus pridobil in bi bil upravljiv s tipkovnico. Pri tem upravljanju s tipkovnico bi morda poudarili tudi to, da pogosto napake srečujemo na nekih lastnih, kompleksnejših elementih od teh navadnih elementov, kjer bi morda bili dovolj neki enostavnejši elementi, ali pa se najdejo na spletu ali pa kje tudi dostopne rešitve za podobne vsebine. Pa dajmo pogledati primer enega takega elementa, ki je skoraj povsod, kjer ga vidimo nedostopen, ampak na zelo različne načine. Na go.si imamo v okviru izjave o dostopnosti tukaj nek spustni seznam, ki naj bi nam omogočal iskanje in pa izbiro inštitucij oziroma njihovih izjav o dostopnosti. In ta stvar za nekoga, ki uporablja miško, deluje super. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve sem lahko poiskal v sekundi. Če pa jaz uporabljam samo tipkovnico, pa jaz do tega iskalnika zgoraj ne morem priti. In lahko uporabljam samo ta seznam s tipkami gor in dol, in da bom jaz zdaj tukaj najdel to Ministrstvo za zunanje zadeve, ga ne bom niti iskal, zato ker tukaj noter je 200 elementov in stvar je popolnoma nedostopna. In če gledamo, da v zakonu eksplicitno piše, da mora biti izjava o dostopnosti objavljena na dostopen način, potem je ta pomanjkljivost znotraj GovSi še vedno, če mene vprašate, zelo velika in na pomanjkljivost. Pri podobnem elementu se nedostopnost pogosto odraža na obraten način, se pravi, da pridemo v polje iskalnika, ampak da potem ne moremo s tipkovnico izbrati elementov, ki so pod iskalnikom, ali pa da nam bralnik zaslona napačno bere vsebine, se pravi, da nam bere vsebino iskalnega polja namesto vsebino elementa, na katerem se trenutno nahajamo. Seveda, kot sem omenil, se da narediti tudi popolnoma enostaven element. Zdaj sem se nalaž pokazal primer na enem relativno kompleksnem elementu. Tukaj v tem trenutku, ko govorimo o spletnih trgovinah, recimo, govorimo o tem, da so že sami meniji nedostopni, ampak vseeno, ko testiramo s tipkovnico, moramo biti dobesedno tako natančni, kot sem pokazal sedaj. Ni vedno dovolj, da samo nekam s fokusom pridemo, moramo element tudi probati upravljati, čeprav je to že malo naprej. In
Pri upravljanju s tipkovnico je potrebno razmišljati tudi o uporabnosti, ne le v minimalni skladnosti. In če podamo nek primer ploščice v spletnih trgovinah. Ploščice v spletnih trgovinah, se pravi, ko nam prikazujejo nek produkt, recimo tole je za nas ena ploščica, lahko delujejo na zelo različne načine. Lahko pridobi cela ploščica fokus in nam prebere vse, kar je pomembnega na ploščici, zato da dobimo informacijo o produktu, in to je tisto, kar si verjetno vsi želimo. Lahko ima pa ta ploščica 4, 5, 6 različnih fokusov. Prvi fokus bo slikica, drugi fokus bo Samsung, recimo, če je to povezava, ki nam pokaže vse produkte tega proizvajalca. Potem je lahko naslednja povezava ime produkta, zato da nas vrže na podrobnosti produkta. Morda imamo potem lahko še povezavo, da nekaj dodamo v primerjalnik, povezavo, da nekaj dodamo v košarico, povezavo, da nekaj dodamo med priljubljene. In ploščice oziroma take rešitve, ki niso dovolj razmišljene in ki od nas zahtevajo, da morda 10-krat pritisnemo ali pa 5-krat tab, da pridemo čez en produkt, so veliko manj dostopne od tistih, ki od nas zahtevajo, da se med produkti premikamo z enim samim pritiskom na tab, in da ostali elementi, ki so noter, recimo, postanejo dostopni takrat, ko na tem elementu pritisnemo enter, in takrat lahko potem izvemo detajle oziroma dodamo produkt v košarico. To je že malo naprednejše razmišljanje, ampak ko želimo imeti dostopno rešitev, takrat ni dovolj, da razmišljamo o minimalnih rešitvah. Takrat razmišljajmo o dostopnosti, ne o skladnosti, kajti če bo nekdo letos popravljal kodo spletišča zaradi skladnosti, zaradi zakonodajo, verjamem, da je potem naslednje leto ne bo popravljal zaradi tega, da bi bila še bolj dostopna, in je bolje in veliko ceneje vse narediti v prvem koraku. Pri upravljivosti s tipkovnico je zelo pomemben tudi fokusni red. Se pravi, tudi če fokus vidimo, se mora fokus po strani premikati v nekem ustreznem zaporedju. Pogosto vidimo skakanje fokusa predvsem med elementi v glavi. Se pravi, se fokus že postavi v drugo, tretjo vrstico in potem skoči na vrh gor še na par postavk, ki so se nekomu zdele morda malo manj pomembne, ampak jih je vizualno postavil višje gor, se pač take stvari omogočajo. Zaporedje fokusa mora biti logično. V Evropi beremo z leve proti desni, od zgoraj navzdol, tako mora slediti tudi fokus. In zaporedje rešimo z enostavno ureditvijo ustreznega zaporedja v dom in pa oblikovanjem, ki sledi temu zaporedju. Za urejanje zaporedja nikoli ne uporabljamo tab indeks, razen če želimo kakšen element, ki morda v osnovi ni interaktiven, recimo tako, kot sem prej govoril o ploščicah, mu dodati interaktivnost, takrat pač določimo tab indeks je 1, drugače se temu, kar se le da, izogibamo. Pri tipkovnici smo našli v testiranju teh rešitev celo tipkovnični zastoj. Te napake, se pravi past tipkovnice, se pravi, da lahko nekam pridemo s tipkovnico, pa s tipkovnico ne moremo nazaj ven. Te napake moram reči, da prej že dolgo nismo našli. Tako da se grdo sliši, da sem vesel, da sem jo našel, ampak lahko bom pač naredil posnetek, kaj ta napaka predstavlja. Ko sem se jaz s tem začel ukvarjati kar nekaj let nazaj, smo veliko našli pasti tipkovnice. Past tipkovnice je izraz, ki smo ga mi uporabljali, dokler ni Slovenski inštitut za standardizacijo pripravil uradni prevod standardov in je to poimenoval kot brez tipkovničnega zastoja, kar je meni težje razumljivo. Kaj pomeni past tipkovnice? Če imamo mi nek element, recimo tukaj imamo stran, pri kateri lahko odprem hamburger meni, in zdaj, ko sem odprl hamburger meni, lahko pritiskam katerokoli drugo tipko, fokus ostane na gumbu za hamburger meni in meni ne ostane nič drugega, kot da to stran osvežim oziroma da grem ven iz te strani.
To je seveda za nekoga, ki uporablja tipkovnico ali bralnik zaslona, tipkovnico še posebej popolnoma nedostopno. Bralnik zaslona, odvisno kakšna je napaka, lahko s svojimi ločenimi funkcionalnostmi celo omogoča, da uporabnik iz take pasti uide. Tudi tukaj je treba paziti na ustrezno semantiko in pa pazljivost pri JavaScriptih in pa pri preverjanjih, se pravi, kaj tam not zapišemo, kako uporabnike omejujemo. Tako da zopet testiranje. Pri uporabi tipkovnice logično zraven povežemo tudi skok na glavno vsebino. Če grem jaz čez nek zelo kompleksen meni ali pa obsežen in izberem neko stran, ki me res zanima, potem seveda ne želim iti še enkrat čez vse postavke menija, zato da pridem do vsebine, ki sem si jo že izbral in si jo želim pogledati. Zato je ta obvod vsebine, ki je zelo enostavna tehnološka rešitev, pa žal manjka na večini spletnih trgovin, prisotna je na ene 2, 3, zopet to je nekaj, kar nismo zelo posebej gledali, ampak smo sproti opazili. Je pač zelo velik problem iz dostopnosti in tukaj je seveda padec 2.4.1. Pravilo je, da je prva, standardi pravijo ena prvih, naš inšpektorat mislim, da preverja, kot da je to prva, tako da dajmo govoriti prva povezava, ki je lahko skrita, dokler ne pridobi fokusa, mora biti skok na glavno vsebino. Kot prvi element v glavi se kot rešitev poda neka povezava skok na vsebino. Seveda to ne sme biti v angleščini skip to main, ker drugače zadeva pade na 3.1.2 standardu, se pravi na jeziku delu strani. Povezava je lahko skrita in se pokaže, ko pridobi fokus. Ko pridobi fokus, predlagamo, da naj ne bo pretirano diskretno vidna. Se pravi, dobro je, da uporabnik brez posebnega truda vidi, da se je pokazala. Se pravi, če smo na neki strani in pritisnemo tab, je dobro, da se to takoj vidi, da se je zgodilo. Videli smo že rešitve, ki zelo, zelo diskretno, neopazno pokažejo ta dodaten element. Ko pridobi fokus, povezava naj vodi na začetek glavne vsebine. Tukaj potem vedno precejšnje vprašanje, če obstaja še nek sekundarni meni, ki ni dostopen iz glavnega menija, kako pa potem to reševati, kaj je prej glavna vsebina ali sekundarni meni. To je pa že stvar, ki jo je treba razmisliti ne samo iz pogleda dostopnosti, ampak tudi iz pogleda uporabnosti. In mi pri takih primerih vedno iščemo dodatne rešitve, dodatne razmisleke, kaj narediti. Se pravi, ni nujno, da je skok točno na blok glavne vsebine optimalen, čeprav bi moral biti. Takrat je morda dobro za skok na vsebino dodati naslednji tab, tudi tako skriče skok na sekundarno navigacijo ali pa nekaj takega, zato da uporabniki to lažje zaznajo. Naslednje neskladje, ki je zelo, zelo pogosto, so kontrasti. Zopet ena stvar, ki je zelo enostavno razumljiva, kaj je treba narediti, pa se na spletiščih kar ne premakne. Ne vem, zato ker ljudje nočejo niti malo odstopati od svojih celostnih podob ali postavitev spletišč, ampak kontrasti zelo pogosto ne dosegajo nekega zahtevanega razmerja. In čeprav morda opažamo, da se neki primarni kontrasti na spletiščih izboljšujejo, se pravi, da se za njih bolj poskrbi, se neke dodatne informacije še vedno pogosto podajajo v neki nedostopni obliki. Zopet, če pogledamo, razmislimo o spletnih trgovinah, so mogoče vsi glavni teksti relativno dostopni, potem imamo pa gor neke značke, ki, ne vem, posebna akcija ali pa gumb za dodati med priljubljene, ali pa neke posebne oznake, brezplačna dostava ali pa nekaj. Tam se pa potem na kontraste zopet pozabi. Ampak tisti kontrasti niso nič manj pomembni od kontrastov splošnega besedila in se morajo ravno tako pač podrediti zahtevam standarda in morajo znašati 3:1, če gre za veliko besedilo, v teh značkah je to zelo redko, oziroma 4,5:1, če gre za normalno besedilo.
Ko se določajo barvne sheme za spletišče, mi priporočamo, da se ne gradi na nekih minimalnih kontrastih, že zaradi uporabnosti predlagamo, da se kontrasti, ne vem, ciljajo na 5 in več ali 6 in več. Takoj, ko pridemo na sončno svetlobo, je že kontrast 4,5 recimo slabo viden. In predlagamo, da se vzamejo višji kontrasti tudi zaradi tega, ker pogosto srečujemo težave, ko neke osnovne barvne kombinacije, recimo na beli osnovi, neka osnovna barva CGP na beli osnovi izpade še dovolj kontrastna, potem pa to isto barvo uporabniki, oblikovalci uporabijo na neki sivini ali na nekem gumbu ali na neki ploščici, ki jo želijo vizualno malo ločiti od okolice in dodajo sivino in potem ta kontrast zelo hitro pade pod 4,5:1. In tudi, če je tukaj 4,49:1, to avtomatsko pomeni padec standarda. Mora biti res 4,5 ali več. In teh 4, 4,8, 4, 4,9 žal kar vidimo, kar nekaj. Pazljivi moramo biti pa še posebej, če kakšno svoje besedilo podajamo preko slik, ali pa če imamo neko besedilo, ki se nam zdi morda sekundarnega pomena. Če pogledamo tukaj, vsi produkti na enem mestu, k sreči so tukaj izpisali še v pravi barvi, se pravi s črno na podlagi in je zadeva bolj dostopna, ampak kot sem rekel, neke sekundarne podatke, tukaj večina teh kontrastov, ki jih pogledamo na strani, je v redu, ne glede, ali so na to pazili ali ne, ampak zgoraj imajo pa neko vrstico, kjer so pa kontrast spregledali, in taka zadeva avtomatsko privede do padca. Tudi tale gumbek, to je kontrast nebesedilnih vsebin, bi mogel imeti vsaj 3:1 glede na ozadje in tudi tukaj pade. Se pravi, treba je res paziti na podrobnosti in pa treba je res paziti tudi na stanja. Se pravi, pogosto najdemo slabe kontraste šele, ne vem, ob hover ali pa ob fokusu, ne pa v osnovnem pogledu. Še zadnji dve priporočili, neskladji, ki res zelo pogosto ju srečujemo. Eno je obveščanje o stanju elementa, to je padec 4,1,2, ime, vloga, vrednost. Torej, če lahko mi nek element na strani razpremo ali mu spremenimo nek status, se pravi, to je lahko nek toggle button ali nekaj takega, potem mora biti to stanje uporabniku, bralnika zaslona tudi ustrezno razloženo. Pogosto najdemo menije, ki so relativno dobro upravljivi s tipkovnico, lahko pridemo na meni s tipkovnico, ampak nekdo, ki je slep uporabnik, ne bo nikakor zaznal, da lahko ta meni razpre tudi s tipkovnico. To zelo enostavno rešimo, da taki menijski postavki dodamo area expanded je false, oziroma ko se razpre, podamo status area expanded je true. In to vrstna neskladja so dobesedno ena najpogostejših, ki jih srečujemo na podlagi statusa stanj, sporočanja. Seveda to velja tudi za harmonike, še za kakšne druge elemente, za odpiranje modalnih polj, ko znotraj strani odpremo iskalnik. Vsemu temu mora slediti obvestilo oziroma informacija, kaj se je realno zgodilo. Iz tega pogleda so te rešitve zelo enostavne, izvajalci si jih morajo zavedati in mi predlagamo, mi temu rečemo neviden orientacijski namig, zato ker nam pač pove, kaj lahko naredimo, in mi seveda predlagamo, da temu nevidnemu orientacijskemu namigu v meniju sledi tudi viden orientacijski namig, se pravi, da nam ni treba ugibati, katera postavka v meniju se lahko razpre, katera se ne bo razprla. Se pravi, tukaj meni, ki ima tele znakce, da se lahko razpre navzdol, ni nič grši od menija, če ne bi imel teh znakcev. Veliko oblikovalcev teh znakov noče dodajati zraven, ampak vsem nam, da pa takoj vedeti, ne samo osebam z oviranostmi, vsem nam, da pa takoj vedeti, da jaz lahko tukaj neko menijsko postavko razprem. Če mi takih namigov nimamo,
moramo mi ugibati, da se lahko nekaj razpre ali se ne razpre, oziroma kako vsebine na strani realno delujejo. In to ni nekaj, kar bi si realno želeli. Mogoče še opozorilo, da programerji, ko programirajo to vrstna stanja, to gre predvsem za harmonike pa kakšne druge elemente, element predvidijo, ampak mu morda nastavijo napačno začetno stanje. Zelo pogosto pridemo na neki element, ki je zaprt in dobimo aria expanded je true, ko ga prvič odpremo in zapremo in njegovo stanje spreminja nek JavaScript, takrat pa so pa stanja od takrat naprej pravilna, tako da tukaj je treba tudi na določene podrobnosti paziti. In morda še zadnje priporočilo, obveščanje o spremembah. Ko dodamo neke produkte v košarico, moramo biti o tem obveščeni. Če se naložijo dodatni produkti v nekem endless pageu ali če kliknemo next in se pravi, kliknemo na naslednjo stran in se naložijo dodatni produkti, moramo biti o tem obveščeni. Če se nekaj spremeni na strani, moramo biti o tem obveščeni, in dobesedno teh obvestil, da bi bila popolnoma dosledna v okviru osnovnih strani, tukaj zdaj ne govorim o aplikacijah, kjer so banke to že precej dobro popravljale, to še kar manjka. Se pravi, elementom z napakami, ko pride napaka v validaciji ali v neki neuspeli transakciji, ko želimo oddati neko obrazec ali pa nekaj, moramo pač takemu obvestilu o napaki vedno dodati aria role alert, to zelo poenostavljeno zdaj razlagam. Obstaja več različnih aria atributov, s katerimi se te zadeve lahko rešujejo, ampak najenostavnejše je to, kar sem zapisal. Informativnim elementom, recimo to, da so se naložili dodatni elementi ali pa da je produkt dodan v košarico ali da je produkt dodan med priljubljene, se pa pač obvesti z nekim aria role status, in pogosto je potrebno elemente, ki nosijo ta obvestila na novo dodati v DOM, se pravi nekam na stran. Če mi nimamo polja, ki to stanje sporoča, se pravi nimamo neke lokacije, lahko to pač je to treba nekam dodati. In vsa ta predstavljena neskladja lahko najdemo zelo, zelo površinsko. Tukaj nismo predstavili neskladij, kjer bi potrebovali neko intenzivno poglobljeno testiranje ali z zbralniki zaslona ali z uporabniki ali z inšpekcijo posameznih objektov, pregledovanjem posameznih objektov. Dobesedno do vseh teh neskladij pridemo preko zelo enostavnega klikanja z manj kot 5 minutami na neko stran ali na spletišče. Mi, ki imamo izkušnje, da te napake, ki sem jih tukaj naštel, najdemo, opazimo recimo manj kot minuti časa, več časa potem porabimo, da zapišemo ali pa da obkljukamo, kaj vse smo našli. In se moramo zavedati tudi, ko te površinske napake odpravimo, da se občutno izboljša dostopnost in uporabnost spletišča, ne glede na to, če v nadaljnjih poglobljenih testiranjih najdemo še bolj skrita neskladja. In če najdemo ta površinska neskladja, ki sem jih jaz tukaj naštel, potem se bojo poglobljena neskladja, se pravi neskladja, ki jih najdemo s poglobljenim testiranjem, sigurno še pokazala, ampak morda ne bodo, ampak morda niso toliko moteča kot ta neskladja, ki sem jih tukaj naštel, ki lahko popolnoma ne omogočajo uporabo spletišča nekomu. In s popravki takih zelo enostavno najdenih napak se lahko spletišče izboljša za ogromno. In če gremo nazaj k namenu predavanja iz naslova, se pravi, kaj je bil naslov tega predavanja, kakšno je stanje spletišč. Pregledali smo 33 spletišč spletnih trgovin, vključujoč zavarovalnice, ker vse prodajajo tudi svoje produkte preko spleta, in pa 13 spletišč bank. In rezultati so še vedno relativno slabi. Na Fokusu ima samo 7 od vseh naštetih Fokus urejen, 13 Fokus urejen, 7 delno urejen, 7 je polno dostopnih s tipkovnico, 9 delno. Kontrastov je od teh
od vseh naštetih 10 urejenih, 8 delno urejenih, obveščanje delno urejeno morda samo pri enem. Povprečno število napak na stran je tukaj 55, kar je precej velika številka, ampak moramo pa vedeti, da se med obema področjama, ki smo jih testirali, opazijo kar zelo velike razlike. Če zdaj pogledamo ločeno, zgornja tabelica prikazuje rezultate spletnih trgovin, spodnja trgovinica rezultate bank. Vidimo, da pri bankah so fokuse večinoma že kar zgledno uredile in tudi pri tipkovnici se najdejo napake, ki so še vedno problematične, ampak so izjeme, ni polne nedostopnosti. To je posledica tudi tega, seveda, da so fokusi veliko bolje urejeni. Tudi pri kontrastih, neurejenost kontrastov se najde na nekaterih bankah, ki morda še niso posodobile osnovne strani, še vedno uporabljajo neke barve iz CGP-ja, ampak večina je te stvari uredila in ostajajo neke posebnosti, dobesedno izjeme, kjer se je treba malo potruditi, da se najde. Pri obveščanjih gremo malo globje gledati pri bankah, vsaj delno obvestila imajo urejena, recimo stanja, razpiranja, zapiranja elementov, so že kar začela reševati, seveda pa še ne vse. Pri spletnih trgovinah so pa izjeme tiste, ki imajo karkoli urejeno in bodo imele po našem mnenju še kar velik izziv, ki seveda ne bo dosegljiv do začetka izvedbe projekta, upamo pa, da se bojo vsaj kmalu lotili, da ne bojo sledili zgledom iz javnega sektorja, ki so začeli strani prilagajati par let po sprejemu zakonodaje, ampak da bodo dovolj resno se to lotili, preden bodo prišli do kakšnih inšpekcijskih pregledov. Večina strani je tukaj dokaj problematična. Tudi če gledamo število napak avtomatskih pregledov na strani, povprečje na spletiščih bank je 17, povprečje na spletišču mobilnih spletnih trgovin je 69, pri čemer najdemo pri bankah kar 2 banki čisto brez napak, 2 banki samo s po eno napako, potem mislim, da sta 2 s 4. Banke, ki imajo ta maksimum napak, so napake večinoma zaradi ugotovljenih težav s kontrasti. Pri čemer pri spletnih trgovinah vidimo, da je razpon veliko večji, od 8, kar je izjema, kar je izredno malo, večina jih je tam okoli 100, pa do maksimuma 299, oziroma kasneje, ko smo šli pogledat še eno stran, smo našli še slabše primere, še težje primere neskladja. Mislim, da preko 300 na eni osnovni strani, kar je kar lahko problematično. Jaz sicer ocenjujem, da pri spletnih trgovinah veliko teh napak izhaja iz nedostopnosti ploščic, ki jih imajo za lastne produkte. In tukaj recimo primer s 355 napakami, predvsem zato, ker noben od elementov nima ustrezne besedilne alternative, veliko je tudi težav s kontrasti in ker imajo veliko ploščic, seveda na eni strani pride veliko napak in če bi oni odpravili, rešili dostopnost ploščic, bi to svoje število napak, se pravi tudi opisov produktov, pa vse, kar pride v ploščico, bi bilo tudi pri spletnih trgovinah to veliko manjše. Smo čisto na zaključku. Pri spletnih trgovinah z lani na letos nismo zaznali nekega izboljšanja stanja, kar je kar zaskrbljujoče in morda nakazuje na neobveščenost ali na neozaveščenost. Tudi tisti, ki so morda to slišali, se jim ne zdi pomembno. Tukaj ne vem, kdo je pravi, da pride do njih, jih ustrezno osvesti. Na naše maile se zaenkrat niso odzvali, recimo na vabila na konference in podobno. Zavarovalnice morda mislijo, da niso zavezane, to je lahko drug problem,
ampak če produkte prodajajo preko spleta, spadajo med spletne trgovine. Če ponujajo naložbena zavarovanja, spadajo tudi med banke, se pravi, so zavezane ne samo po eni točki zakona, ampak celo po večjih. Pri bankah je pa z lani na letos opazna velika sprememba na bolje. Nekatere se vidi, da so še zelo pasivne, ni nekih vidnih sprememb in so čisto na dnu seznama dostopnosti, recimo je banka, kjer je nedostopno skoraj vse, kar pogledamo na njihovi osnovni strani. So pa banke, ki so prišle že zelo daleč in pa vemo, da jih je veliko v fazi sprememb in popravkov, saj s kar nekaterimi sodelujemo in bodo te popravki verjetno v prihodnjih 2 mesecih tudi objavljeni in bo stanje še malo boljše. Po našem mnenju je razlika med spletnimi trgovinami pa bankami realno pričakovana. Bančništvo seveda spada med eno najbolj reguliranih dejavnosti in skladnost poslovanja je del nekih rednih procesov znotraj banke. Svojo vlogo verjetno opravi tudi obveščanje pa sodelovanje, ki jih imajo banke znotraj Združenja bank Slovenije. Spletno trgovino pa dobesedno lahko odpre kdorkoli. Skladnost jim je pomembna večinoma samo iz pogleda kazni, morda niti ne toliko dobrega imena, in pa tudi zaradi manjših ekip, ne samo zaradi prej omenjenih razlogov, ni sistemsko rešena. Tako da to je z moje strani vse, bil sem minutko predolg, morda kakšno vprašanje? Mislim, da imamo eno vprašanje na chatu, Tilen. To vprašanje relativno pogosto dobimo, se pravi, ali bi funkcionalnost zagotavljanja kontrasta lahko dobili z nekim gumbom dodatnim za višji kontrast. Mi zagovarjamo, da so vse osnovne strani dostopne v osnovi, brez posebnih funkcionalnosti za dostopnost. Če pa je nek gumb, naj bo pa to nek enostaven, splošno dostopen gumb, ne vem, visoki kontrast, ampak še vedno to potem ne pomeni, da spletišče popravite tako, da pa kar naenkrat zgleda grdo, tako kot to storijo vtičniki za dostopnost. Obstajajo rešitve, da so lahko te napisi dostopni ali preko sivin ali preko ustreznih barvnih kontrastov. Pogosto vidimo bele tekste na zelo svetlih podlagah, slike, ki so v ozadju, se lahko potemnijo. Te teksti, ki so na banerjih, ponavadi spadajo med velika besedila, med večje tekste in pri teh večjih tekstih je kontrast 3:1, ga je morda malo lažje doseči kot 4:1. In se da že na ta način, se pravi z ustreznim oblikovanjem, izbire barve in pa morda potemnitvijo slike, ki je v ozadju, ali pa z nekimi sivinami bolje rešiti kot z gumbom. Gumb je vseeno rešitev, ampak mi temu rečemo, da je vseeno zadnja rešitev. Ne bomo pa rekli, da je neskladno, če gumb obstaja in to enostavno reši.